Živjo, tole je podcast Zgodbe. Če ste novi na tem naslovu, potem priporočam, da preverite arhiv. Tam ne manjka zvočnih slik življenja z različnih koncev tega planeta. V naslednjih minutah pa vam predstavim eno navdihujočo fotoreporterko, ki sem jo srečal v Boliviji. Tole je njen glas. I am Venezuelan, and I grew up in Caracas. Caracas is the most beautiful city, but it's also the most horrible and violent city. Ana Marija je Venezuelka, odrasla v Caracasu. Pravi, da je to najlepše mesto, hkrati pa tudi najbolj grozeče in nasilno. Ko omenja nasilje, ve, o čem govori. Njeno življenje je polno turbulenc. Leta 2009 je bila del študentskega gibanja. V obdobju pritiskov na medije so se bojevali za svobodo govora. But at the same time that year I almost died 3 times. Enkrat je skoraj umrla med protestom, 2krat pa je bila žrtev nasilja. Za Caracas je to običajno, grozno nasilje, pravi. Takrat je svoji mami dejala, da mora oditi. Bilo jo je strah. Bila je prepričana, da bo izgubila življenje. Želela je zapustiti Venezuelo. Njena mama je v iskanju pribežališča za hčer pisala sodelavcem. Nekdo iz Francije je sporočil, da jo je pripravljen sprejeti. Kmalu se je brezskrbno sprehajala po ulicah Toulousea in sčasoma spoznala svet fotografije. Odločila se je za študij. To pa je morala sporočiti staršem. What? No. Bili so osupli. V Venezueli na fotografe gledajo podcenjujoče, to so umetniki, hipiji. Scena ni razvita, fotografija nima tradicije kakor v Franciji, kjer je cenjena. Ana Marija je starše na koncu le prepričala in se začela izobraževati. Bila je grozna študentka, neučakana. Tako je namreč želela delati reportaže, dokumentirati dogajanje na terenu. Želela je spreminjati svet. Končala je študij in tudi formalno postala dokumentarna fotografinja. V praksi pa se je učila na napakah. You're always making mistakes. For example, if at the beginning I was feeling. Na začetku kariere ni spraševala za dovoljenje za fotografiranje. Na koncu je bila večkrat zelo razočarana. Na slikah ni ujela čustev, ki jih je pričakovala, ker seveda ne moreš le vstopiti v prostor, nekoga fotografirati in oditi. Moraš se usesti, poudarja, se pogovarjati. Človeka moraš najprej spoznati. Vzpostavitev odnosa je osnova. Življenje ji ni prizanašalo s preizkušnjami. Po študiju v Franciji se je preselila v Hamburg. Tja je sledila svoji ljubezni. And this German guy, we got married in 2015. S fantom, Nemcem, sta se leta 2015 poročila. And Philip got cancer, testicular cancer in 2016. Leto pozneje je Filip zbolel za rakom na modih. Verjame, da je o tem treba govoriti. Treba se je odpreti, deliti skrbi, bolečino, upanje. Tako pomagaš sebi in drugim. Soprogovo zdravljenje in njuno življenje je zato fotodokumentirala. Not particularly the best time for him and a very vulnerable time for him and for us. Med Filipovim zdravljenjem je zares spoznala, kako fotografirati. Ljudi mora posneti z enako ljubeznijo in spoštovanjem, kakor svojega soproga. Še danes, po toliko letih, se pogosto spominjate izkušnje. Every time I meet a person that I'm going to photograph, I think about him and I think the way I photograph him with so much love. Življenjski izzivi so venezuelsko fotoreporterko Ano Marijo Arevalo Gosen tudi profesionalno oblikovali. Poglobljeno raziskovanje prepleta z intimnimi zgodbami ljudi. Vizualno pripovedovanje je njeno orodje za ozaveščanje na poti do večje družbene pravičnosti. Je predvsem borka za pravice žensk. Obiskovala je na primer ženske zapore Latinske Amerike, v katerih je veliko brezupa, hkrati pa so tudi prostori velike solidarnosti. The most important findings are that women are in Venezuela and in Latin America in general, Salvador in Guatemala. Zapornice v Venezueli, Salvadorju, Gvatemali in drugje so v očeh javnosti dojete kot kriminalke. Resničnost pa je zapletena, pravi. Mislimo si, da so najslabši del družbe grešnice, matere, ki zapuščajo otroke. Dejansko pa je večkrat nasprotno. To so ženske, ki so revne, nimajo možnosti, a želijo svoji družini nekako zagotoviti preživetje. Pri delu se poskuša dokopati do globih vzrokov za to, kar nam je načelno vidno in dostopno. Sprašuje se, kaj se skriva v ozadju. And I also can tell you that now, especially now, we have a super important responsibility and
power with photography. Prav zdaj imamo s fotografijo izjemno odgovornost in moč. Podobe so demokratizirane. Vsi so fotografi. Vsakdo ima pametni telefon. Fotografije ali recimo posnetki na televiziji vplivajo na vedenje posameznikov, na družbo, politiko. S slikami lahko torej vplivaš na odločanje ljudi. Tako pomembna je fotografija danes, pravi. That's how important photography has become nowadays. Spremembe so stalnica tudi v Latinski Ameriki. I can also say that in Latin America things are constantly shifting, and I think Ana Marija meni, da se na jugu preveč posvečajo dogajanju v ZDA. To pa ima svoje vzroke. Vse, kar se zgodi v ZDA, vpliva na dogajanje v Latinski Ameriki. it's so important. Moramo se postaviti na noge, pravi, si začeti zaupati. V zgodovini so se v Latinski Ameriki sprijaznili s tem, da so vredni manj kot Američani ali Evropejci. Pa niso. We are not. So, kar so, pravi Ana Marija. In to morajo sprejeti ter se postaviti zase. Sedanjost jo bremeni. Motijo, s kakšnimi besedami nekateri mediji na Zahodu označujejo ubijanje v Gazi in ga tako tudi relativizirajo. Od globalnega dogajanja se sicer nekoliko odmika, ne v zasebnost, temveč k ljudem, s katerimi dela. Umika se tja, kjer lahko stvari spreminja. To obsega tudi trud za zdrave odnose. If we are not okay, if we are not 100% when we are working in the field, then how can we do it? So, Če se ne počutimo dobro, če na terenu nismo 100-odstotni, kako naj opravljamo svoje delo, se sprašuje. Vsako leto v Venezueli, na meji s Kolumbijo, organizira delavnice za 20 fotografov. Naprej prenaša svoje znanje, pridobljeno z mednarodnim sodelovanjem. Poglavitni namen teh delavnic pa je medsebojno spoznavanje, graditev zdravih odnosov in skupnosti. Tako širi zavest, da ljudje pri svojem delu nismo sami, da moramo sodelovati, ustvarjati skupaj, da bi uspeli. And that we have to rely on co-creation and collaboration to thrive. Njena življenjska ambicija je družbena sprememba na bolje. Zato želi izkoristiti vsak dan, vsak trenutek. To počne s spreminjanjem sveta okoli sebe. Ana Marija ni edina, nekaj somišljenikov najdete tudi v podcastu Zgodbe, zato priporočam, da preverite arhiv, hvaležen pa bom, če boste slišano delili s prijatelji. Vabim tudi k poslušanju naslednje epizode. Prihodnji teden predstavim južnoafriškega fotografa, ki živi v ZDA, je pa prejemnik 13 nagrad World Press Photo. Se slišimo.